Davor, Telekom nam je posodil iPhone 16 Pro, da lahko testirava iOS 26 beta. Prid, greva testirati. Čakaj, kva, res, to moram pa hitro posneti, prije ta nov iPhone 17 vam pride. Boljš poznan kot nikoli, pravijo, ne, in to v tem primeru velja tudi za naju. Končno smo na iPhone 16 Pro, ki nam ga je posodil Telekom Slovenije, zloudala zadnjo javno verzijo bete za iOS 26. Težko pričakovano posodobitev tega OS za iPhone, ki je bil v predstavitvi ful kontroverzen. Govorilo se je tudi o tem, da gre za največji update od iOS 7 naprej, torej od leta 2013. A pa je res? No, na koncu govorim na ta vprašanje. Drugače mi, da so v iOS 26 že celo posnela cel podcast s prvimi občutki, ki so jih imela takoj po junijski predstavitvi, ampak a so zdaj kaj spremenila mnenje, ker so ga dejansko testirala? Da ne bo preveč pogrevala starega golaža. Ena največjih pripomb je bila okoli Liquid Glass grafičnega vmesnika, ki je cel uporabnik vmesnik naredil malo bolj tako prosojen, oziroma da zgleda in se obnaša bolj kot prosojno steklo, torej z vsemi odsevi in mehurčki, ki se pojavijo v taki situaciji. Folk pa je najbolj skrbel, da zaradi te prosojnosti vsebina ne bo več toliko pregledna, da nima tudi naja, kot je bila do zdaj. Apple je takrat naredil par sprememb glede Liquid Glassa, da bi bile stvari v menijih bolj vidne in pregledne, kar bi mislil, da je super razplet. No, ampak ker ljudje danes vsaki stvari najdejo razlog za pritoževanje, pa folk spet ni bil zadovoljen, ker naj bi se Apple vdal zahtevam in izgubil svoj pedigree, karkoli to že v tem kontekstu sploh pomeni. Kot sem rekel, to sam dokazuje, da ljudem res nikoli ne moš strešiti. Mi so danes tukaj zato, da vam odgovorim na vprašanje, a se je Liquid Glass dejansko popravil in izboljšal, pa da vas pripravim na to, kaj lahko od bete sploh pričakujete. Ne bova pa v tem videu ukazala postopka, kako se jo naloži, ker so to že naredila v prejšnjem videu od prejšnje iOS bete, ki je v opisu. Postopek je drugače simpel, ampak itak vas bolj zanimajo novi featurji, ker naj bi ta video prišel ven okoli izdaje iPhone 17 serije, ko beta ne bo več toliko zanimiva vsem. Sem kakor zmer opozorila. Gre za javno beto, kar pomeni, da so v programski opremi verjetno še malo bugi. To pomeni, da ne bodo vse stvari delale, kakor bi mogli potem v javni izdaji. In to so tudi videla. Je pa Apple čez leta beta že ful popravil, sproti tako, da letošnja za iOS 26, vsaj po najnih izkušnjah, nima toliko velik bugov, so api za spletne banke delajo, recimo, kar včasih pri betah niso, tako da upava, da bo za vse pogumnejše vaša izkušnja zelo dobra. In kakšna je ta izkušnja? Ta prva stvar, ki vas bo zadela, je Liquid Glass, ki je največja, najbolj očitna in izstopajoča novost pri iOS 26. Vidite jo povsod, ko potegnete dol ploščo z obvestili in vidite, kako se barvni vzorci v zadnji za njo krivijo, na koncu je pa kar brkate ena maverca. Ko potegnete dol nadzorno ploščo, vidite, da so gumbi v control centru mehurčkasti in dejansko delujejo, kot da bi bili iztekla. Pa recimo, ko v appu za telefon preklapljate v meniju med zavihki na dnu in kot zgleda, da stvari povečate z lečo. Lahko pa tudi prilagodite zaslon in vse ikone od Apple, da ste v Liquid Glass pogled, da že same ikone ratajo prosojne. Te opcije najdete povsod v iOS 26 in ne bova lagala, vizualno na prvi vtis izgleda ful hudo. Recimo sploh, kako se svetloba lomi in ukrivlja, ko recimo kole dol potegnete oziroma naredite določene poteze, pa kako gladke so različne animacije med uporabo. Tukaj res zašajna Appleova pozornost nad podrobnostmi, vseeno pa je najbolj smešno to, da smo nad tem vsem skoraj bolj navdušeni tisti, ki uporabljamo Android, kakor pa Apple fani, ker kakor so recimo, ko so pokazala tu Andraževi zaročenki. Andraž, kakšne komentarje si dobil, kad si to pokazal? Ja, tako je bilo, ne vem, sam skomigrna je z ramenju poprašala, a je bilo tega res treba, ali je to samo zato, da je drugače. Ali pa recimo, smešen mi je, da se Apple toliko trudi biti podoben Androidu, meni tole deluje kot ena tema za Android. Točno zaradi takih reakcij zna biti, da bo ta posodobitev ful razklala Appleove fane, tudi zaradi določenih drugih odločitev, ki jih je Apple sicer prejel, kako boste videli kasneje. Malo o tem pa smo omenila tudi v videu, ko so govorila o Appleovih težavah. Že prej sva omenila, da se je folk pritoževal, da zaradi Liquid Glassa ne bodo videli stvari v pojavnih okencih ali v okencih za iskanje. Zato je Apple vskočil in rahlo ublažil efekt stekla in nama se zdi, da je prosojnost večinoma lih pravšnja. Ja, valjda ne bo toliko malo prosojna, kot je bil pri ta stari risankasti zasnovi v prejšnjih verzijah, recimo kot je bil iOS 18. Sam zdi se, da so pri Cupertinu večinoma kar zadel ravnotežje med formo in funkcijo. Da so dali poudarek na slednjo, dokazuje tudi to, da so v appih dali iskalno vrstico na dno in ne več na vrh, kar ful olajša enoročno uporabo, čeprav Apple preglih ni bil poznan po njej.
upava, da bo tudi več Android skinov kmalu sledil temu trendu, ki je dober za vse uporabnike. Veliko ocenjevalcev je v svojih videih izgovorili tudi od ure na zaklenjenem zaslonu, tako se lahko poveča, da je razpotegnjena in da se pol lahko skrije za ozadje tistega, kar imate na wallpaperju. Ali pa se stanjša, če potegnete dol ploščo z obvestili. In dejansko potrdiva, da zgleda res bolano, ko dela. Upam, da nekaj podobnega res pride tudi na One UI 8, kot so neke govorice. Govorice so bile, ja. Kul že, sam moram pa opozoriti, da ne deluje zmeri. Mogoče je to zaradi beta verzije, mogoče tudi kako deluje. Ne dela, ja. Ampak mi, da so se kar mogla potruditi na parih primerih, da nama je delal. Na koncu nam je sicer ratal, tako da mojo glavo je zaznal, Davorjevi sicer ne, ampak lej, važen sam, da je. Dobro, no, pa dej gremo naprej, pa da še na to upozoriva. Niso še čisto vsi elementi stekleni, recimo tudi tipkovnica že ni in je tudi vprašanje, če kdaj sploh bilo. Mogoče glih iz vidika funkcionalnosti, da boste lahko sploh videli, da dejansko ne bo. Tudi Apple se razmišlja tudi o tem, da je stvar uporabna. Je pa ful odvisno od elementov na zaslonu, katere stvari so dobro polprosojne, katere pa ne. Tako da zaenkrat je še zmeraj malo tako. Pač začetna verzija, ki se bo zihar skozi leta spremenila, se pa vidi, da je Liquid Glass design že veliko bolj matiran, kot je bil v predstavitvi takrat, ko smo se ful pritožvala, kar je dobro. Druga večja sprememba je v aplikaciji Kamera, ki je, kako naj rečeva, bolj uskubljena. Ja, Apple se je namreč odločil, da bo gumbe za načine skril in na ta način izčistil app, da bo fokus uporabnika čim bolj na tem, kaj slika oziroma snema. Rezultat je ful poenostavljen uporabniški vmesnik, kjer je stalnica sam sprožilc, levo spodaj se vam pokaže ta zadnja fotka oziroma video, desno spodaj prompt, da preklopite med selfie in hrbtnimi kamerami, vidne so še možne povečave, pa v desnem zgornjem kotu dodatne nastavitve. In to je tudi nekako to od tega, kar je še ostalo vidno, za vse ostalo rabite pa malo več telovadbe. In glih pri tem se nam zdi, da se bodo, vsaj na začetku, malo lomila kopija. No, za nas mlade ali pa recimo za ljudi, ki se hitro prevadijo, to po mojem ne bo problem, ker bodo hitro pokapčili, kam je Apple vse kaj skril. Če pa ste bolj človek navad, ki se težko preuči česa novega, pa vam bo na začetku vse skupaj verjetno malo bolj zoprno. Mogli se boste recimo navaditi preklapljati med različnimi načini, ki niso več vsi vidni takoj, ampak sta vidna le foto način po defaultu in video način za zraven. Za vse ostale boste pa mogli drsati levo ali pa desno, da se vam bodo pokazali in jih boste lahko uporabljali. Mogli se boste tudi navaditi, da so določene nastavitve skrite v desnem zgornjem kotu, spet druge pa so spodaj, če ob sprožilcu podrsate navzgor. Meni je ful všečna sprememba je pa ta, da je gumb oziroma meni za ločljivost in hitrost sličic snemanja videa po novem appu na levi zgornji strani, torej na istem mestu kot pri večini ostalih telefonov. Končno je to združeno v enem meniju za hitro dostopnost, pa še bolj pregledno in razumljivo je po mojem mnenju za povprečnega uporabnika. Končno, bravo Apple! Zdaj tretja večja sprememba pa je, tega verjetno niste pričakovali, da bo vas sploh omenila, CarPlay. Saj veste, Apple uporabniški vmesnik, ki se vam pokaže na armaturi od avta, ko ga povežete z iPhonom in lahko kličete, gledate sporočila in se navigirate, tako kot pri Android avtu. No, tudi ta vmesnik je strani Cupertina končen dobil malo ljubezni, ker ima tudi on zdaj Liquid Glass design, če podrsate od leve proti desni, pa imate tudi widgete, kakršne poprej izberete na telefonu. Še dve ful priročni stvari, ki sta zdaj na CarPlayu, pa včasih verjeli ali pa ne nista bili, sta pa možnost, da nas sporočila odgovorite s kratkimi pojavnimi okni ali pa emoji in da sprejmete klic v zgoščenem pojavnem oknu, namesto da vam cel ekran zasede. Ja, končno! Ful uporabno drugače. Četrta sprememba pa je v appu za fotografije oziroma galeriji, po domače za vse nas navadne ljudi. Tisti, ki imate iPhone z naloženim iOS 18, boste navdušeni na to spremembo, glede na to, da se večina ni marala tega, ker je Apple naredil v Photos appu. Da povzameva. Apple je v iOS 18 spremenil aplikacijo za fotografije na način, da je skoraj dobesedno vrgel folko v faco, knjižnico, mape, spomine, skrite albume in še enih stvari. V bistvu kar vse možno naenkrat. Ni bilo več zavitkov. Premaknili so iskalno vrstico, da je ratala bolj nedostopna. Ljudje so mogli veliko več drsati po zaslonu, da so prišli do svojih fotografij, videov. Najhujše bilo pa to, da je na določenih modelih iPhonov prihajalo napake, da telefon v appu sploh ni shranil fotografij. Glavno vse skupaj je bila katastrofa. Tudi nama lansko, če se spomniš, ko smo iOS 18 beta testirala, ni bilo jasno, kaj je fora vsega tega redizajna. Apple je kseči poslušal in zadevo recimo popravil. Nekako, ne čist. Ko zdaj odprete app, vas najprej po defaultu pričaka knjižnica, če izmeri imate pa tudi opcijo, da vam pokaže zbirke, kjer imate spomine, pripeto, albume, osebe in hišne ljubljenčke, pa še tako naprej. Če se hočete pa delati norca iz frendov, vam Apple ponuja tudi en poseben trik za nažurke, imenuje se prostorska scena.
Na fotki v appu pritisnete bolj desno zgoraj in tak podolgovaciv knof, ki se obarva modro, vam obdela fotko, ki je stacionirana in naredi 3D efekt. A je gimmick? Valjda. A je dobro izveden? Kar ja, še do te mere, da lahko na ta način naredite tudi wallpaper oziroma tapeto za zaklenjen zaslon. In pol pridemo do stvari, ki niso tako fajn na iOS 26, ker jih preprosto ni. Prvi tak primer je recimo aplikacija za telefon. Apple je v zvezi z njo na velik zvon obešal 2 funkciji. To sta preverjanje klicev oziroma call screening in pomoč pri čakanju, hold assist. Obe aplikaciji, obe funkciji so podrobneje opisala v najnem podcastu, tako da si ga greste res, nujno si ga morate pogledati. Gre pa v bistvu za 2 funkciji pobrani iz Googlovega Pixla. Prva pomaga preprečevati spam klice, druga pa vam pomaga pri čakanju na klic, ko kličete ordinacije, upravne enote in take stvari. Zdaj, ameriški youtuberi pravijo, da ne bi bili obe funkciji zelo uporabni. Zdaj, mi da tega ne bi vedela, ker Slovenija še ni med državami, ki bi jo podpirala, tako da tukaj res nima veliko za reči. Je zato kriva EU svojo zakonodajo, slovenski operaterji ali pa celo sam Apple? Pa slovenščina? Ne veva, to je že spet en lep primer funkcionalnosti, ki se slovenskim uporabnikom prikrajšane, čeprav plačajo polno ceno za telefon in to pač res ni cool. Ampak poglejte svetlo stran. Če ne drugega, lahko v appu za telefon vsaj spremenite postavitev, lahko obdržite klasično, kakor so bile do zdaj s kategorijami, priljubljeno, nedavni stiki, številčnica in pa glasovna pošta, ali pa pač poenostavljeno. Imate samo še klice, stike in pa številčnico. Cool. Ker veva, da boste šli eni hiter pisati spodaj v komentarje, da sta te 2 funkciji tehnično gledano na voljo v Sloveniji. In tehnično sta. Spremenite jezik v angleščino, torej Združene države in regijo Združene države. Pol ju lahko vklopite. Sam kaj vam to pomaga, če je Slovenija kot regija in slovenski jezik nista podprta? Nista pa to edini 2 funkciji, ki manjkata. Da so v preteklosti se pritožvali od Apple inteligence, ni skrivno. In moram reči, da so se zadeve takrat, se niso takrat kaj veliko spremenile, niti z napovedjo novih funkcij. Ena od takih je recimo vizualna inteligenca. Ja, gre za Appleovo različico Googleove AI funkcije iskanje z obkroževanjem, ki jo imamo na Androidih že par let in se sam skozi izboljšuje. Zdaj, Apple je na sceno prišel par let kasneje. Zdaj, človek bi pomislil, da niso samo kopirali zadeve, ampak so jih tudi izboljšali. Rezultat je kot iskanje z obkroževanjem, sem manj priročen. Screenshot. Kot prvo, pozabite, da bi to delovalo v slovenščini in slovenski regiji, ker pač deluje, pa če nastavite, kot je dal, rekel ameriško, angliščino in regijo na ZDA, s tem, da ne moramo lih reči, da je od Apple rešitev boljša od Googlove, pa čeprav so jo dlje delali. Pač več korakov. Ja, pri vizualni inteligenci morate namreč za razliko od Googla zajeti posnetek zaslona, screenshot po domače, da lahko sploh iščete stvari in sicer s pomočjo ChatGPT-ja, lahko iščete po fotografiji ali pa obkrožite na screenshotu. Mislim, ni toliko slabo, ampak videla sem po spremembi regije in jezika probala še brisanje elementov iz slike in to primerjala z Samsung Galaxy AI-om. Rezultati so vidi na ekranu in se vidi kar veliko razlik po moje. Apple je pri AI-ju na tem področju res par generacij zadnji. Visual Intelligence je še tole brisanje elementov pa nope. Ponovno lahko tudi vidite to, koliko cajta telefon rabi, da se vam bo polnil do 80%, kar je tudi funkcija, ki so imeli Androidi že leta, s tem, da vam oni pokažejo, koliko cajta se bo polnil do 100%. So pa še druge stvari, manjše stvari, ki jih dejansko nisem mogla sprobati, ker nimamo kolegov, ki bi riskirali pa inštalirali beto. Recimo iMessage je dobil novo funkcije, pri katerih lahko za vsak pogovor zamenjate ozadje, dodate ankete, prav tako pa lahko v skupinskih pogovorih vidite indikatorje tipkanja. Ful dobro. In to je nekako to, kar se tiče večjih stvari. Valjda so tukaj še manjše scene, kot recimo animacije za glasbene albume na zaklenjenem zaslonu, če imate Apple Music, pa bo tudi na Spotify obaje. Čeprav to nama na 2 primerih, ko bi mogli delati, ni delati. V tem appu imate s pomočjo AI tudi prevod besedil tujih pesmi in auto AI mix. Lahko recimo še podaljšate časovnik za dreme še zdajšnjih 9 minut na kadarkoli med 1 in 15 minut in še. Naredila bo lahko res še daljši video. Sam res ni poante. Itak boste v kratkem že dobili javno verzijo, mogoče ste jo že, in boste lahko komot sprobali, kaj vse dela in kaj ne. V glavnem, Liquid Glass, vsaj tako, kot so ga testirala, deluje dosti dobro pri večini elementov, verjetno pa ga bodo s posodobitvami čez čas še malenkostno popravljali. Kar se tiče funkcij, ki niso vezane na AI, mislila, da bodo večinoma dobro delale in da bodo spolirane do izida, mnogo od njih bi lahko pripomogli tudi k izboljšanju uporabniške izkušnje in upava, da jih bodo tudi ostali proizvajalci pametnih telefonov v Androidnem svetu posvojili.
ampak pri ostalih funkcijah, ki pa so vezane na AI, pa ostaja ista dilema kot doslej. Ne vemo, če sploh kdaj bodo na voljo pri nas. Žal živimo v letu 2025, kjer ni potrebno, da izdelek dejansko dela stvari, za katere se ga oglašuje, da dela. Da se ga lahko sploh prodaja na našem trgu, pač nam je čudno. Dobro, pa še to, da nama pozabila odgovoriti na vprašanje. A je to res ta največji update po iOS 7? Sem hotel nadaljevati, dobro, da sem spomnil, ampak v redu. Glede tega mislim, da je od iOS 14 bilo kar nekaj updateov, ki so spremenili iPhone na boljš, ali pa tudi na slabše, ko ga kakšnega Apple uporabnika vprašaš, recimo Urša. Letošnji update je mogoče res največji vizualni update po iOS 7, če me pa glede ostalih funkcij vprašaš, pa kakor sem rekel, so super, delajo očitno ok, sam niso nič res ful posebenega. Tako da Apple je s to verzijo sam bolj izpilil manjše stvari, da so bolj uporabne, obenem pa ni nič velik naredil za Apple Intelligence in Siri, ki so trenutno največji odprti stvari, za katere so bile res velika pričakovanja in ki visi nad njihovo glavo. Če je zaverjeti govoricam, je Apple na teh cenah zgubil že več kot milijardo evrov. To je pa res veliko. No, da pa ne končava na depresivni noti, iOS 26 zgleda hudo, deluje hudo in res lahko pohvala Apple, da je bil bolj drzen in je šel še bolj v smer tega, da lahko uporabnik priredi telefon po svoje. Lahko pa sam upava, da bodo manjkajoče funkcije kmalu prišle na trg tudi k nam. Pa še to, a je AI res toliko pomemben za povprečnega uporabnika? Verjetno zaenkrat ne toliko, zato je načeloma Apple glede tega še Rečno leto. Ja. No, če vas pa zanima še kaj več, nama pa napišite spodaj v komentarje ali pa v DM se na družbenih omrežjih in se že kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!